Do same špice meri 53 metra pa pol. Trenutno na tej razgledni ploščadi, ker smo na 38 metrih, eno nadstropje više, ste pa bili na 42 metrih. Naš razgledni stolp smo pričeli graditi 13. januarja 2015. leta, kadar so tudi postavili temeljni kamen. Njegova sama izgradnja ni trajala dolgo, saj smo v pičli 6 mesecih tudi celotno gradnjo tudi dokončali, tam nekje sredi julija. Potem smo pa čakali na razno dovoljenje in smo ga uradno odprli tudi 2. septembra 2015. leta. V rekordnem času smo zabeležili tudi 100.000. obiskovalca oziroma obiskovalko. To je bilo 5.10.2016. leta. To je bila gospa Olga Mavčec. Ravno prejšnjo soboto, torej 30. septembra, pa smo zabeležili tudi že 200.000. obiskovalca. Tako da izredno veseli smo, da je pač porast turizma na našem koncu bolj prepoznaven, kot smo ga do sedaj poznali, bom rekla. Torej, naš stolp sta zasnovala dva arhitekta, gospod Iztok Rajšter in gospod Oskar Virak iz arhitekturnega biroja Viris iz Maribora. Ne vem, če ste bili kaj pozorni, spodaj imate tudi en velik pano, kjer imate pač prikazano od same ideje do zasnove. Ona dva sta se poigrala z mikado palčicami, ko ste jih zavrtela, da sta dobila tole posebno obliko. Tale posebna oblika ima tudi en simbol in sicer simbolizira pleteno košaro, v kateri, bomo rekli, smo združili, tako ker živimo na narodno mešanem območju, kot veste, pri nas živijo Slovenci, Madžari, imamo pa tudi Hrvate, tudi Rome, tako da je neke vrste simbol sobivanja, prijateljstva in tudi različnih kultur, je vpet v tale stolp. Sam stolp je stal 1,8 milijona evra, čigar 950.000 je namenila občina iz svojih lastnih sredstev, preostalo polovičko pa smo prijeli evropska sredstva. Koliko milijonov? 1,8 milijona evrov. Koliko je dala investicije? Je bilo skupaj. 1,8. Koliko je dala investicije? Ja, pa občina je vse nazaj dobila, če računaš 200.000. Ne smem povedati svega. Lendavska, ne? Tako, Lendavska občina. Povprečno je 6 evrov na osebo, 200.000, milijon 200. Zelo dosti ljudi spet zamenjuje, da smo v Lendavskih goricah, vendar ne. Vam bom takoj obrazložila, zakaj. Stolp se nahaja v Dolgobaških goricah in sicer, če pogledate tole zidanico, oziroma vikendico zeleno, ki jo imate na drugi strani cestišča, tamle so Lendavske gorice, ker je mejnik ravno cesta. Tale strani so pa Dolgobaške gorice. Malce za šalo. Malce za res. Torej, iz našega stolpa se vidijo tudi 3 poglavitne znamenitosti Lendave. Prvo, če se boste ozrli v tisto smer, gledajte... Sonce? Ne. Iglavce. Oziroma vrhove Smreke boste videli vrh kapelice Svete Trojice z mumijo Mihajla Hadika. Če ste kdaj slišali zanj, oziroma če je kdo že bil v njej, je bil turški vojskovodja, ki se je pač boril proti Turkom in naj bi 1603. tudi padel. Na to so, bom rekla, pobožni vaščani oziroma meščani takratne Lendave leta 1727 z plemiško družino Glukovač pričeli v zahvalo graditi tole kapelico in so 1727 oziroma 28. naleteli tudi na naravno mumificirano telo gospoda Hadika. In tale mumija je tudi na ogled za vse skupine. Če vas bo slučajno kdaj zanimalo. Torej, če pogledate tule spodaj, boste videli blokovsko naselje, za blokovskim naseljem pa se vidi rumen, zelen in moder toboganček. Tamle so naše prekrasne terme, terme Lendava. Če vas bo slučajno kdaj zabolelo ali kaj, pridite se malce v našo parafinsko vodo zdravilno, malce namakati, vse težave bodo minile. Če pogledate v tej smeri, vidite, zidanice so štiko pokrite, torej je znamenita hiša Vina Cuk. Če ste že kdaj slišali za Hadikovo kri ali piroškine,
solze, njihovo znamenito rdečo vino. Pač pravijo, da bi naj v njihovih goricah tudi Hadž Mihael padel in pač bi njegova kri obarvala žlahtno kapljico na bolj temne barve, kakor je zdaj. Tako, če boste pa levo pogledali, vidite en stolpič, to je tako znana piramida. In sicer je bila piramida neka predhodnica tega stolpa. Nekoč je bila lesena in so se na njo povzpeli predvsem domačini, saj so gledali, če pretik je kakšna nevarnost oziroma izbruh ognja. In sicer kako so se sporazumevali. Splezali so na vrh piramide in so dajali SOS signal. Po domače povedano so larmali oziroma kričali en drugemu, da nekaj ni v redu. Zato se imenuje tudi madžarsko larmafon, ne? Pač. Nedaleč od piramide, kakšnih 100 metrčkov, pa imate tudi že državno mejo, tako da državna meja poteka v temle pasu Gozdiča za temi hišami, je pa meja z Madžarsko. Torej, tiste vikendice, ki jih vidite tam v jasi, med Gozdičem, tisto je že na madžarski strani. V malo lepšem vremenu, danes na Mark se žal nadaja tudi meglica, se vidi še ena znamenitost na Madžarskem in to je televizijski stop v Zalaegerszegu, ki je cirka nekje 80 km oddaljen od nas. Da ne bom pozabila, na 4 straneh neba, torej na sever, jug, vzhod, zahod, imate tudi previrane mesta, smerokaze, tam lepo gospa v rumeni bundi stoji, imate tudi tako za orientacijo, da se veste orientirati, v kateri smeri se kaj vidi, kaj nahaja. Pred nami vidite delček Slovenije in potem Hrvaške. Tele gobice, ko jih vidite, so pač nekdanji rezervari nafte Lendava ter industrijska cona. Najbolj prepoznavna po vsej verjetnosti papirnica Sandoza, če si jo pogledate tudi lahko. Siva stavba z, bom rekla, rumeno takšno strehico. Ta piše Sandoz z velikimi besedami. Česa papirnica? Sandoz. Sandoz. Ja, lek Sandoz. Lek. Tako vi. Kot veste, se iz našega stolpa vidi seveda v 4 prekrasne države, torej razen Slovenije, Madžarske, Hrvaške in še Avstrijo, torej se vidijo vrhovi avstrijskih Alp. Na temle področju, kjer se zdaj trenutno nahajamo, so tudi razstavica. Zdaj je trenutno razstavica ob 85. obletnici prvega ocenjevanja vin. Pač vsak letni čas prirejamo malce drugi razstavi. Sedaj pripravljamo že naslednjo razstavo, ki naj bi bila, še ne vemo točno, ali se bo imenovala Vesolje na stolpu, od gospoda Dražena Pavloviča, varaždinskega umetnika, njegove slike, ki so res čudovite, tako da vas tudi vljudno vabim, da nas še enkrat obiščete, malce pogledate njegovo razstavico. Da ne bom pozabila, zakaj pa smo mu sploh nadali ime Vinarium? Da vidim, če ste kaj spremljali. Ne, to smo se spraševali že. Obletnica ocenjevanja. Tako, ja, imate razne članke in nekaj fotografij z tistega časa. Kaj to obletnica? 85. obletnica prvega ocenjevanja vin v Lendavi. Se počutim tako kot učiteljica v šoli. Se vodička mora biti tako. Torej, iz česa izhaja Vinarium? Ko so pač izbirali ime, kaj bi mu sploh ne dali, smo brskali pač dojedalno zgodovino in sicer smo našli listino iz 68. leta našega štetja, pri čemer je bilo zapisano, da je v spodnje reke porečje reke Tiber bilo izrazito močvirnato, zgornji del je pa bil rodoviten, kjer so se ukvarjali tako s poljedelstvom in tudi skajali so živinsko trto. Spodnji del je bil močvirnat, kot sem rekla, in so prirejali tako imenovano tržnico vin oziroma forum Vinarium. Ker tudi naš stolp stoji v neposredni bližini vinsko-turistične ceste, torej smo tudi vključili vse ponudnike, pridelovalce, ki se ukvarjajo z vini. Tako da tudi mi na nek način ponujamo vina v obliki tržnice, torej ponudniki, pri hiškah spodaj, v dnevnem baru. Tako zaradi tega smo mu nadali ime Vinarium.